Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili zbor aktualnih tedenskih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Materinski dan, ki ga obeležujemo 25. marca, je praznik vseh žena, ki v sebi negujejo materinski čut, pa naj bo to na telesen ali duhoven način. Materinsko ljubezen potrebujemo vsi in prav je, da smo zanjo hvaležni. Ob tem dnevu lahko to hvaležnost izrazimo na različne načine prav vsi, ne glede na starost. Zato je minuli teden v domžalski občini potekalo več prireditev v ta namen in prav na vseh so mamam in drugim obiskovalcem polepšali pomladne dni. Kulturno društvo Ihan je v nedeljo 24. marca v dvorani gasilskega doma pripravilo sedaj že tradicionalno prireditev Valček za mamo. Za lep večer so poskrbeli nastopajoči, ki so s pesmijo, plesom, igranjem in recitalom ogreli srca in dlani poslušalcev. Župnijska Karitas Domžale je v ponedeljek, 25. marca, v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah pripravila posebno akademijo v čast staršem, ki je bila že 29. zapovrstjo. Na akademiji so se sodelujoči zahvalili svojim staršem za vso njihovo skrb in trud. Pod režijo Lojzeta Stražarja je izvenila čudovita prireditev, ki jo je ob materinskem dnevu v organizaciji Župnijske Karitas Domžale ženam in mamam podarila množica nastopajočih. Nastopajoči so svoja voščila mamam izrekli s pesmijo, plesom in deklamacijami. V petek, 29. marca, je prireditev ob materinskem dnevu pripravilo tudi Društvo Lipa Domžale, Univerza za tretje življenjsko obdobje. Čudovit kulturni večer se je prepletal zvoki citer, kitar, harmonike, pesmi, poskočnega plesa in recitacije. Pred koncertom sta dekleti v narodnih nošah mamam delili tudi nageljčke. Koncert je spremljala razstava Unicefovih punčk ter razstava del kleklaric in likovnikov Društva Lipa Domžale. V organizaciji Službe za turizem občine Domžale in knjižnice Domžale je v četrtek, 28. marca, potekal domoznanski večer Še pomnite Domžalci, na katerem so pletli spomine z Ludvikom Kovačem, ki je v pogovoru z Andrejo Čokl pričaral podobo Domžal v 30. letih prejšnjega stoletja in pozneje. Ludvik Kovač, sicer upokojeni grafik in zbiratelj, ki bo prihodnje leto dopolnil 90 letij, rad pove, da je nekdanje Domžale, o katerih večkrat pripoveduje, doživel tudi sam. Je eden najboljših poznavalcev domžalske preteklosti, v pogovoru pa smo se skupaj spominjali starih Domžal, kot jih je sam doživel. Na starem zemljevidu iz leta 1935 smo videli nekdanje hiše, gostilne in trgovine, gasilski dom in bajer v Stobu, po katerem so se vozili čolni. Mnoge hiše, ki so vrisane na zemljevidu, so po vojni začele izginjati, na njihova mesta pa postavljeni betonski pomniki današnjih Domžal. Sogovorec je z obiskovalci delil tudi izkušnje iz druge svetovne vojne, slišali smo zgodbe o eksplozijah in porušenih hišah. Izvedeli smo tudi nekaj o Francu Berniku, o prvi posojilnici, ki je imela sedež v zdajšnjem kulturnem domu, o dobrodelnem domu, kjer je bil tudi vrtec, o športnih društvih in drugih aktivnostih iz preteklosti. Lepe spomine Ludvika Kovača je poslušalo veliko udeležencev, tudi veteranov, ki so v pogovoru pridodali še svoje spomine. V knjižnici Domžale je minuli teden ponovno potekal gorniški večer, katerega gost je bil Žarko Trušnovec, ki je svojo pot na tolminski gorsko-reševalni postaji začel leta 1982, njen načelnik pa je zadnjih 18 let. Za seboj ima preko 800 intervencij, kot psiholog je zaposlen na tolminski osnovni šoli, organizira pa tudi številne tabore za mladino in družine blizu Breginja. Je vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite, predava in pomaga reševalcem pri soočanju s travmami pri težkih in smrtnih nesrečah. Z Žarkom Trušnovcem se je pogovarjal Borut Pršolja. Kot vsak gost gorniškega večera se je tudi Žarko predstavil z nekaj fotografijami iz svojega udejstvovanja v gorah, od taborov, reševanj, pohodov, ki so se vrtele na projekcijskem platnu. Poleg vodenja in sodelovanja v reševalnih akcijah je dejaven tudi na področju pomoči pri obvladovanju posttravmatskega sindroma, s katerim se ob težkih in smrtnih nesrečah soočajo različni pripadniki civilne zaščite. Trušnovec je med drugim v Italiji prejel tudi srebrno plaketo Targa d'Argento, pomembno mednarodno nagrado za solidarnost v gorah. V italijanskem Pinzolu namreč nagrado podeljujejo reševalcem, gasilcem, zdravnikom, vojakom in drugim najbolj zaslužnim, ki
ki svoja življenja nesebično tvegajo za druge. V sredo, 27. marca dopoldne, je na osnovni šoli Venclja Perka potekal 29. regijski otroški parlament za območje osrednje slovenske regije, ki se ga je udeležilo 38 učenk in učencev s svojimi mentoricami iz 8 občin. Otroški parlament je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije, na območju osrednje slovenske regije pa ga organizira in izvaja Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. Otroci so spregovorili o temi, ki jim je blizu, pomembna in odpira tudi različna vprašanja ter zahteva odgovore. Govorili so o šolstvu in šolskem sistemu. Prisotne so v uvodu nagovorili Tanja Povšič, vodja programa pri Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana, Petra Korošec, ravnateljica šole gostiteljice in podžupanja občine Domžale, magistra Renata Kosec. Slednja je med drugim poudarila, da občina z zadovoljstvom sodeluje z mladimi in rada prisluhne njihovim predlogom in idejam, ker se zaveda, da so mladi pomemben gradnik vsake družbe. Vsi govorci so pozdravili tovrstna srečanja otrok in izmenjava medosebnih izkušenj, predlogov ter mnenj o šoli ter aktualnem šolskem sistemu, ki je v zadnjem obdobju tema številnih debat in polemik tudi na državnem nivoju. V Depali vasi se ponašajo z novim športnim parkom Hrastje Depala vas, ki je namenjen preživljanju prostega časa različnim starostnim skupinam uporabnikov. Za najmlajše je poskrbljeno na otroškem igrišču, ki obsega 4 enostavna ter eno kompleksno igralo. Nekoliko starejši bodo svoje kolesarske veščine brusili na novem asfaltnem kolesarskem poligonu. Poskrbljeno je tudi za ekipne športe. Skupine se bodo lahko pomerile v košarki ali nogometu, posameznikom željnim telovadbe pa je namenjen otok vedno bolj priljubljene ulične telovadbe. Tudi ostala postavljena urbana oprema je namenjena prijetnemu preživljanju časa v objemu hrastov. Slavnostno odprtje športnega parka bo potekalo v četrtek, 25. aprila ob 17. uri. Občina Domžale v jesenskih mesecih predvideva gradnjo novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Kamniško Bistrico pri Šumbrku. Na mestu obstoječega jeklenega mostu bo postavljena nova armirano-betonska konstrukcija, projekt pa predvideva tudi ureditev desnega brega Kamniške Bistrice z dodatnimi klopmi in tribunami ter dostopom do reke. To je vse za četrtič, se vidimo naslednjič. Sorry, tole se pa moram javiti. Malo počak, prosim. Ja, prosim. Ja, ok, bomo zrihtali. Nujno, moramo dodati še en prispevek. Ob prvem lepšem spomladanskem vremenu so travniki že polni nabiralcev regrata, na katerega marsikateri Slovenec čaka vso zimo, da si bo lahko iz njegovih listov pripravil okusno solato. Uživanje regrata namreč velja za slovensko posebnost, ki je še kako priporočljiva, saj regrat koristno vpliva na razstrupljanje. Vendar pozor, če je bilo do sedaj nabiranje regrata zastonj, pa po novem ne bo več tako. Domžalske svetnice in svetniki so na zadnji marčni seji občinskega sveta soglasno sprejeli odlok o zaščiti regrata kot posebnost lokalnega pomena. Analiza, ki je bila narejena spomladi lani na Kmetijskem inštitutu Slovenije, je pokazala, da regrat, ki raste na območju Ljubljanske kotline, vsebuje veliko več zdravilnih sestavin kot v drugih predelih države. Na podlagi te analize se je Društvo ljubiteljev regrata v solati lani odločilo, da bo na občine Domžale, Trzin, Mengeš, Komendo, Kamnik, Moravče in Lukovico vložilo pobudo za dodatno zaščito regrata, ki bi v prvi vrsti omejil nenadzorovano nabiranje regrata, po drugi strani pa bi na tem področju naredil red, kot ga je država že naredila na področju nabiranja gob in kostanja. Zaenkrat so odlok o zaščiti regrata kot posebnosti lokalnega pomena sprejeli samo domžalski občinski svetniki, pričel pa je veljati z današnjim dnem. O sprejemu takšnega odloka pa resno razmišljajo tudi v Trzinu, Moravčah in Kamniku. V Društvu ljubiteljev regrata v solati so nam povedali, da pozdravljajo odlok, ki so ga sprejeli domžalski svetniki, saj prvič uvaja red tudi na tem področju, obenem pa bo regrat, ki velja med ljubitelji za sveto rastlino, zaščitil kot rastlino posebnega lokalnega pomena. V društvu so prepričani, da bo tak ukrep preprečil, da bi kmetje v času nabiranja regrata na travnike vozili gnojnico, kot je bila praksa do sedaj,
Saj nov odlok kmetom prinaša možnost, da nabiralcem regrata na njihovem zemljišču zaračunajo za nabran regrat. V dopolnilni dejavnosti kmetij se sedaj uveljavlja tudi regrat, kar so nekateri kmetje že začeli izvajati v praksi, saj so ob svojih travnikih postavili stojnice, kjer nabiralci le tega plačajo. Cena naj bi se gibala med 5 in 7 evri za kilogram. Seveda pa nas je zanimalo, kaj morajo storiti občani, če želijo nabirati regrat na javni površini, se pravi na površinah, ki so v lasti občine Domžale. Tam so nam povedali, da so se na to dobro pripravili. Na podlagi odloka o zaščiti regrata kot posebnost lokalnega pomena so izdali posebne dovolilnice, ki se jih lahko dobi na občini Domžale. Za občanke in občane občine Domžale stane letna dovolilnica 10 evrov, za občane drugih občin pa 20 evrov. S to dovolilnico boste lahko regrat neomejeno nabirali toliko časa, dokler ne bo šel v cvet. Interesenti bodo o prevzemu dovolilnic za nabiranje regrata dobili tudi poseben prospekt, na katerem bodo navedene javne lokacije, kjer lahko nabirajo regrat z dovolilnico. In kako bo v primeru, če bo nekdo nabiral regrat brez dovolilnice? V tem primeru kršitelja, če ga bo pri delu zasačil občinski redar, čaka kazen v višini 200 evrov oziroma polovica kazni, če plača v 8 dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga. So nam pa na občini Domžale še povedali, da v tem tednu že pričakujejo večji naval za dvig dovolilnic, na kar so se ustrezno pripravili. Postopek dviga dovolilnice je izredno hiter. Potrebujete le osebni dokument, plačilo pa se izvede ob njenem dvigu. Pa dober tek! Upamo, da zaradi te novosti regrat ne bo imel še bolj grenak okus. To je sedaj res vse za četrtič, se vidimo naslednjič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.